Prva kaznilnica v bivši Avstro-Ogrski, ki je bila zgrajena namensko leta 1889, bi 1. oktobra slavila 128 let. Tega dne je osebje zasedlo svoja mesta in sem so pripeljali prve kaznjence. Bila je moška kaznilnica. Od začetka delovanja pa do leta 1929 so v njej prestajali kazen najhujši kriminalci. Kasneje so bili tu politični zaporniki. Bila je veličastna ustanova, posebna, ne samo zaradi izgleda, tudi zaradi režima. Tu je vladal strog red. Prostor za kiselnost, tihega vrenja, znova in znova in znova in znova in znova. Leta 1921 je imela kaznilnica 661 zapornikov. Šlo je za največje število zaprtih oseb v svojem času. Do leta 1941 je bilo zaprtih 14.694 oseb. Oddelek A, oddelek B, oddelek A, oddelek B, oddelek A, oddelek B, oddelek A, oddelek B, 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 A, B, 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 skupni A, skupni B, samotni A, samotni B, mladoletni, mladostni oddelek. Popolnoma ločen od ostalih. Bili so drugačni. Imeli so obvezno izobraževanje. Več so telovadili in sodelovali v zelo uspešnem mladinskem pevskem zboru. Bili so ločeni v severnem in zahodnem delu. Zahodni del, kjer je bil nekoč zapor za mladoletnike, se danes uradno imenuje karantena. Kaznilniška bolnišnica je bila namreč v vzhodnem delu. Člen 7. Obvezni delovni čas naj traja dnevno, poleti 11 ur, pozimi 9 ur. Delo osvobaja, zato je mariborska moška kaznilnica postala pomembna gospodarska organizacija. Kaj gospodarska? Kapitalska. Vsi kaznjenci so morali delati. Vsi, brez izjeme. Krojaštvo, čevljarstvo, tkalstvo, mizarstvo, pleskarstvo, sodarstvo, kolarstvo, slamarstvo, knjigovezništvo, kleparstvo, kovstvo, ključavničarstvo, metlarstvo, košarstvo, pekarstvo, živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo. Člen 43. Vsak zdrav obsojenec mora delati vestno in marljivo določenemu posel. In kdor dela, zagotovo dela tudi napake. Obsojenih komunistov izvoli svoj partijski komitej. Imeli so svoje zahteve in načrt za marksistično izobraževanje. Vodil ga je Josip Broz, ki je sprva delal v kaznilniški elektrarni, vendar je na laž pokvaril vse. Na koncu je izdeloval vrečke. Dobil je oznako nepoboljšljiv komunist. A politični obsojenci so nadaljevali. Muka in stiska rodita se nemi. Začele so se gladovne stavke. Člen 76. 24. oktobra leta 1976 začela gladovna stavka v mariborski kazni. V Mariboru so bili nepopustni. Čez srca človeška črni vihar je zaplesal razkoč. Vztrajali so do konca. Redukcija pitja vode, denica. Koliko človek je vreden človek. Degenerativne spremembe notranjih organov. Stavkajočim zapornikom se hrana plačaja vršičkano skozi nos. Koliko vredna življenja je. Obdukcija. Saja stalica. Krvave oči. Pocevki direktno skozi nos. Direktno v pljuča. Pravis in smrt. Smrtno bolan leži mlad jetnik. Sonce pomladno se v celice vliva preko zidov, ko razgret ženski krik. Smeh in krik pljuska, predrzno izziva. Z vročim bleskom v velikih očih, mehko sanjavih, ko žamet rjavi. Gleda na sončno svetlobo v dlanih, z glasom zamolklim razdraženo pravi. Če si predstavljam 1,5 milijarde žensk, katere lepšajo zemljo zeleno, sebe, ki umiram tu sredi zidov, ne da bi videl, objemal vsaj eno,
postajal sem dvojček zlate porezu. Leda je bil moj res klinično dosleden. Razrezoval je živo materijo in odstranjeval duha, ga počasi trgal in me spreminjal v skladno razpadlino. Razpadlost naj ohrani človeško podobo. Razpadlost naj ohrani človeško podobo. Razpadlost naj ohrani podobo. Naj ohrani podobo. 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 Ali si zaželel spominov? V sončnem jutru poglej v lastno globino. Vse, kar je bilo, pokriva voda nepredirna. Na gladini je nebo in drevesa mirna. Poglej vanjo, ko se sonce umakne. Oko se v seme pisane lučce zamakne. Z veseljem, s čudom in grozo boš gledal vse žive spomine, čudovite, zaslužne in krive, svetlikajoče se, tuje in ljube. Na njih obrazih ni pege, ne gube.